Živijo, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes se bomo malo pogovarjali, zakaj je pomembna komunikacija v partnerskem odnosu, sprav glede intime in spolnosti, tako da imam danes enega posebnega gosta, ker se bo sam predstavil. Ja, lepo pozdravljena, hvala za vabilo. Jaz sem Luka Vižintin, delujem kot družinski in zakonski terapevt. Terapijo opravljam v zdravstveno-terapevtskem centru in pa v Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vila. In ja, spolnost je ena taka široka arena, pomembna tema, ki se dotikamo tudi na partnerskih terapijah. Tako da mi je dragoceno, da bomo odprli to temo danes. Ja, meni tudi, ja. Kaj sem zvedela, da se ljudje ne pogovarjajo o tem, kar je meni ful tuje, ker jaz sem pač zelo odprta bila vedno s svojim partnerjem. In ko sem zvedela, da pač se ljudje ne pogovarjajo o tem, tako malo mi je bilo čudno v bistvu, no. Jaz sem mislila, da je to pač navaden. Tako da ja, zdaj že vemo, da je to pomemben, da ima veliko vpliv na sam odnos, a ne s partnerjem, ampak zakaj je to pomembna pač ta komunikacija? Kaj je tako ključno? To je en tak klišej, kaj terapevti vedno rečemo, da najbolj pomembno je komunikacija. Ključno je predvsem to, da se naslovi stvari. Pogosto rečejo pari, recimo na partnerski terapiji, rečejo, pa se mi se o vseh stvarih pogovarjamo. Pa mi ves čas o enih in istih stvarih govoriva, pa kar nekako ne prideva do neke stvari. Je tam vztrajati pri nekih zadevah in vnesti neke spremembe. Nekaj novega, da komunicirati na drug način, povedati ene stvari, ki nam je malo težko povedati, pa tudi mogoče malo priti v stik s sabo in povedati zadeve, za katere sploh ne vemo, da nam je še težko povedati, pa malo zadržujemo tam zase. Tako da komunikacija in če smem tukaj izpostaviti komunikacija predvsem učutenih. Kako nam je? A nam je sram govoriti o kakšni zadevi, ali kaj strahu? A smo jezni, žalostni. In pa dostikrat rečejo pari, ja pa se jaz povem takrat, ko sem jezen, da sem jezen, kak konflikt. Ok, ampak dajmo se osredotočiti res na telo. Pa kaj vas je tukaj razjezilo, kam vas je ranilo, kje je ta bolečina? In pol počasi pridemo in odpiramo tudi druge sloje. Zdaj, omenil si sram. Meni se zdi, da je to ful velikokrat, v bistvu, da je nekomu neroden, tudi če je partner, da ga je sram povedati, ne vem, kaj ga moti, kaj mu paše in takšne stvari, sploh v tem spolnosti. Zakaj ta sram? Absolutno je to neko tveganje, razkritje samega sebe, svoje intime, svojega sveta, biti ranljiv, kar je izjemno grozljiva stvar, sploh če še z nikomer nismo imeli izkušnje, da bi lahko zaupali, recimo v tem primeru, neka pričakovanja ali pa bolj želje, ki jih imamo. In sram je tam na mestu zato, da nas zaščiti pred stvarmi, zato se vklopi ta sram. In so pomembne, kakšne izkušnje imel ta človek in vse to, ampak na koncu je en tak korak tveganja tam, da vsem podelimo te stvari in da potem vidimo, kakšen bo odziv. Ampak sram in strah sta zelo prepletena lahko in lahko ful ene stiske ustvarja in težave in zadržanost in potem se pojavijo težave lahko na enih drugih področjih, pa v bistvu je zelo lahko prepleteno s temi zadevami, da nekatere želje niso uslišane. Ja, tako, malo izpostavljenega mogoče počutiš, ko so to res take neke intimne stvari, Ja, absolutno. Tako, ne vem. A se ti zdi, da je pomemben, iz kakšne okolice prihajamo, se pravi, v kakšni okolici smo mi odraščali, recimo, a si se doma ful sproščeno v spolnosti pogovarjal ali ne. Ker, recimo, meni je bilo ful zanimivo, moja starša sta ločena, jaz sem bila večinoma z mamo. Midve nikoli nisva imeli direktnega pogovora o spolnosti, imeli sva zelo sproščeno o, ne vem, goloti in tako, Pa sem jaz recimo zelo taka, da se mi ni problem o spolnosti pogovarjalo z nobenim partnerjem, do zdaj sem imela veliko, ampak tako, kar se tiče teh resnih zvez. Jaz sem zmeraj znala povedati, kaj mi je v redu, kaj mi ni v redu, ampak čeprav ni bilo tega, z mamo, da bi ona se z mano posedla, pa bi rekla, Monika, spolni odnos poteka tako in ne vem kaj, ker tudi tako, kako ti doživljaš to mogoče pri svojih strankah? A ta odzadje je pomemben, a vpliva, a ne vpliva? Ja, mi nekako ne moramo iti mimo te naše preteklosti in kaj vse prinašamo. In zdaj recimo, če se osredotočim na tvoj primer,
Ok, nikoli se niste pogovarjali o spolnosti, ampak kakšna je pa navezanost bila med tabo pa mamo? Ne? Je bila tam neka varna točka, je bilo tam neko zaupanje, ker si se dobro počutila in si lahko govorila o stvareh in sta si bile čustveno blizu. Koliko je bil kvaliteten ta odnos, ne? Saj to je pomembno, ker pri spolnosti isto, to so odnosi. In mi smo odnosna bitja in mi tukaj gledamo, ko gledamo preteklost, gledamo recimo navezanost, kakšna je na starše. Ja, tudi to, ne, so lahko govorili o vseh teh stvareh, kako so z nami ravnali, nas negovali, ne, tudi to je pomembno. Ali je tam bilo ves čas neko fizično kaznovanje, ki se zapiše v telo in se to lahko potem odigrava naprej, ali je bila vedno neka nežnost, ali je bila samo neka distanca in to tudi vpliva na našo spolnost, ki jo imamo in na zadeve, ki nas vzburjajo in tako naprej. Ne moramo iti mimo naših preteklosti, pa ne znam tukaj biti tak črnogled, ampak enostavno tako je. Ne? Mi smo ena taka odprta knjiga, ko se rodimo, sicer že z nekimi predispozicijami in potem okolje, naši starši in vse to vpliva v to, kaj se bomo vse mi razvili. Preplet genov in okolice. Tako, ja. Tudi genetika. Zdaj, če ima nek par ful problem se pogovarjati o sami intimi, spolnosti, tako, na kakšen način bi ti mogoče kakšno tehniko ali pa metodo tako na hitro rekel, da bi bilo, mislim, na hitro je zelo težko, ampak a imaš kakšen nasvet, na kakšen način se o tem začeti pogovarjati? Ja, jaz jih zelo podprem v tem, da najprej naslovim, da tukaj v našem prostoru, recimo, da je terapija, da ni tabu tem, da je to delikatna tema, da je senzitivna tema in da z vsem spoštovanjem pristopamo k tem zadevam, ne rečemo, glejte, ne da se bomo mi spuščali v kakršnekoli grafike, ampak spolnost je en velik del partnerskega odnosa in predvsem zelo vpliva na partnersko zadovoljstvo, kje ste vi s spolnostjo. Potem se malo pogledate včasih in en začne ali pa drug ali ima je pa nerodno, ampak je pomembno, da naslovimo to in da povemo. Zdaj, da bi rekel prav metodo in tehnike, ne, bi rekel nek pogum in neko tveganje. Ja. Da se naslovi, da smo tam za njih, da imajo občutek, da jih spoštujemo, ne glede na to, o čem bomo govorili, da so sočutni partnerji med sabo, da jih bojo skušali razumeti v teh zadevah. Ampak, veš, če je že tak odnos, ki se dva tako počuta, pol tudi ta pogovor o spolnosti kar steče tam. In ko si rekla, ne, ja, ljudje imajo zadržke pogovora o spolnosti in se strinjam, imajo, po drugi strani pa skozi moja vrata prihaja ogromno različnih klientov in eni pa brez težav se lahko pogovarjajo in je res odvisno od tega, kaj vsak prinese v ta partnersko zvezo, kakšne izkušnje so imeli prej. Ampak da ne bom preveč oddal od tega. Vse cool. Ja, je prav tveganje in pogum. Naj se začne, na primer, a ste zadovoljni z vašo spolnostjo, pa bojo odgovorili, kaj vam, kaj čutite v teh situacijah, a se ponavlja, a ste izpolnjeni, a so uslišane vaše želje, kakšne potrebe imate, kakšna pričakovanja, potem kako se počutite v svojem telesu, kako se počutite kot spolno bitje. Te vprašanje milijon, jih ne zmanjka. Mi lahko o spolnosti ves čas govorimo, sicer to ni naš namen na terapijah, ampak ja, sam tvegati in govoriti in spraševati, ne se vprašati. Jaz verjamem, da obstaja ogromno enih, mogoče tudi bolj zabavnih igrc. Ne vem, imate vi tudi kakšne take produkte, da se lahko... Imamo. Iger je precej, mislim, meni so ful všeč. Meni osebno so všeč igre, kjer so tako nekakšni mali izzivi ali pa malo vprašanja, da v bistvu drugega spoznata na ta način. Mogoče je res prav ta del, sem mislil, vprašanja, zato da imata teme, če recimo ne veste točno, o čem se pogovarjati. Tako, da imata teme, o čem govoriti, pa, a veš, včasih je tako, isto vprašanje iz 5 različnih kotov. Ja. In iz tega ne bo nič, iz tega kota bo pa kar naenkrat se nekaj tam odprl in se bosta zbližala. In na koncu je tako, povezanost in zabava in praznovanje in uživanje v spolnosti. Ja. Slavljenje življenja. A se ti je kdaj zgodilo, mogoče, da bi bil kakšen par, ki bi ful odprto lahko se pogovarjal o spolnosti, pa je na drugih področjih bila zadržanost? Ja, tudi. Recimo, lahko je tekla komunikacija o spolnosti, pa je bila zadržanost strani nekega sprejemanja tam, čustvenega.
To je zdaj en tak res, tudi tako se sliši, zelo alternativni primer. Ampak pa recimo, s spolnostjo ni bilo težav, lahko sta govorila o tem, ampak ves čas sta imela težave s svojimi starši in taščo in tastom, ko so prihajali noter v ta njun družinski sistem in v njun krog, ki sta ga naredila in sta ves čas spuščala druge. In zdaj mi zelo težko ločimo spolnost od vseh drugih faktorjev, ki jih imamo. Sej spolnost se spreminja v partnerskem odnosu, glede na to, v kakšnem obdobju sta, pa je stres v službi, pa nosečnosti in bolezni in vse to. Neka obdobja v življenju. Tako da je zanimivo, kako vpliva njun vsak dan, potem tudi na njuno spolnost. Ampak ja, se tudi srečamo s temi zadevami. To je ful zanimivo. Kaj jaz recimo osebno sem taka, da pač spolnost mi je tako, tudi zelo tak, zna biti ful koordinator, kaj mi kdaj paše in kako in sem tako skoraj za stavicami za letalo, ne dobesedno, ampak karikiram. Druge stvari, druge težave, kako sem pa kar tako, se pa kar malo umaknem. Je pa tam strah. Ja, tako da to mi je ful zanimivo, recimo. Mogoče tako, tudi samozavest, ka veš, da si na enem področju dober, to so si zelo tako, ampak niti problem, poznaš neko tematiko in tako in govoriš, medtem ko druge stvari je pa spet strah, pa nisi siguren vase, nisi samozavesten, mogoče nimaš argumentov, da bi podprl kaj in tako. Mogoče prav tukaj, da se navežem, imamo različne vrste intimnosti, ki vplivajo na spolnost. Ena je telesna, čisto, ena je čustvena. In lahko da na telesni gre, na čustveni je pa tam recimo strah, sram, krivda, krivda. In da se tam lahko nekaj odigrava. Ampak so pomembne vse tri, tudi pri tej spolni izkušnji. Ja, seveda, se spolnost pa intima ni zmer samo seksa, pač tudi to. Ne, nikakor ne. Ja. V bistvu neko predajanje drugemu, sploh če je to pač, kot mi dva govoriva o partnerskem odnosu, mora biti neko zaupanje in tako. In intima predvsem vpliva, to so prav raziskave naredili, intima prav vpliva na to, koliko sta dva odločena, da bosta ostala v partnerskem odnosu, spolnost pa na zadovoljstvo s partnerskim odnosom. Tako, to je ne bi bila neka taka statistika. zanimivo. Se odvisno od vsakega posameznika, ker nič ni 100% v humanističnem svetu, ampak je kar zanimivo ta podatek. Zanimivo, ja. Sploh nisem razmišljala o tem. Ampak ja, sliši se fino. Koliko pa imaš mogoče tega pri svojih strankah, da jim je težko govoriti o spolnem življenju njunem? Pa ne mislim pač zdaj samo o samem seksu, ampak nasplošno pač tudi deljenje čustev, ne vem, ali pa da drugemu rečeta, da se ima sta rada, da je neka nežnost, se intima ni sam seks, ampak je tudi to, ne vem, jaz dan ta primer, mi dva zvečer gledava televizijo, to je najin čas, pač mi imamo otroke, on da roko na mojo nogo in to je pač, jaz čutim, takrat sva mi dva povezana, to je najin čas, ne rabimo nič govoriti, ampak tako, koliko ljudi pride k tebi, kaj mi je mogoče težko izkazovati neka čustva, ljubezni ali tudi spolnost, kakorkoli pač, a je tega dosti? Jaz bi rekel tako, do mene ponavadi pridejo pari takrat, ko je situacija kar težka, nekateri pridejo, ko so tik pred tem, da grejo narazen, da je zadnja možnost terapija. In takrat je težko tudi kar unesti neko povezanost in tudi fizično in vse to. Pa recimo primer, prijeta zaradi nezvestobe in ta nezvestoba tam zamaje tiste temelje, na katerih je ta partnerski odnos grajen. Ni zaupanja, dvomi vse to, kaj sta ona dva sploh imela, ogromno je besa, pa krivde tudi, da je on kriv, da je ona kriva za to. Tam, koliko je te povezanosti in telesno in spolnosti, dostikrat ni, ampak lahko pa da je tudi in se regulirajo ene stvari tudi lahko v nekem spolnem stiku, ampak če sta oba res v stiku samo s sabo, nočeta si in sploh biti blizu. Ali pa recimo, da je on prevaral, ona pač si ne želi biti blizu na ta način in vedno pridejo v nekih težkih situacijah k meni. To je eno. Drugo pa je, da čez čas, ko obiskujejo terapijo in se malo zgradi ta prostor varnosti tam in se že bolj poznamo in padejo malo te obrambe in smo že nekaj čez dali, pa se pa tudi diskusija zelo odpre lahko več o teh stvareh, ker je več varnosti in je več zaupanja.
In da tukaj izpostavim, terapija ni vedno samo solze, pa gremo vedno v neke bolečine, čeprav to zelo radi delamo. Terapevt, mislim, radi je potrebno, ker pač Odprete rane. Tako, ampak In jih razkušte. pomagamo na ta način, a ne. Ampak ja, so tudi prijetne trenutki, a ne, in so tudi srečanja, ki jih imamo, ki so lahko v nekem veselju in se spustimo v, recimo tukaj tema spolnost in v neko spolno zadovoljstvo in kje sta ona dva vse povezana, na čem sta se našla, po čem sta hrepenela in tako da dostikrat pridejo, ko jim je težko, a ne, izjemno težko, ampak pridemo do vseh teh stvari, a ne, nikoli pa ne na prvih srečanjih, no. Ja, Pol, ko zagotovo, zrastejo ne, in pač to naredijo ni spremembo. verjetno, ne bi rekla, da je to neka poglavitna stvar, zaradi katere bi prišli do tebe, a ne, da se pa ne poznamo pogovarjati o seksu, pa pač na terapijo, a ne. Ampak ja, zdaj si omenil, da pridejo k tebi, polka jim je že zelo težko, a ne. Verjetno bi bilo fajn, če bi prišli prej. Ja, nekateri pridejo tudi prej in vso spoštovanje njim, res vsaka čast, ker se odločijo, ne vem, to sem imel primer, ko sta prišla in sta bila skupaj manj kot 1 leto in sta rekla, midva že zdaj vidva, da so neke stvari, ki nama grejo na živce, pa jim ne prijajo do konca, in so se odločili, da potrebujejo tu pomoč. Vsaka čast. Ja, in tudi te terapije so krajše lahko potem, a ne. Smo imeli Ker ni toliko zamere in vsega tega verjetno. in toliko enih ran in ni toliko, zamere, a ne. Pa bolečin, pa prizadetosti in vsega naloženega, a ne, in je še tako neka svižina. In če se tam naučita, kako komunicirati v konfliktih, prepirih, prideti stvari do dna, da sta sočutna in spoštljiva, a ne, pol je to ena taka izjemna naložba v prihodnost. Tako da, ja, pridejo tudi, sam ne bi rekel, da statistična večina, da jih pride toliko prej, a ne. Ponavadi res pridejo takrat, ko je hudo, ko jim je težko, ko res ne vidijo drugega izhoda in potem kot zadnje upanje nekako izberejo partnersko terapijo. In potem je tudi dela več. In še zmeraj lahko pridejo do izjemnih rezultatov, je pa vse odvisno potem tudi, s čim prihajajo, a ne. A je nezvestoba, se vrtita v enem istem krogu, pa ne znata ven priti, a so tam res kake tašče, finance, vzgoja, na koncu so to samo teme, kjer se preigrava ta neka njuna čustvena dinamika in tako da na koncu niti ni toliko pomembno, zaradi česa pridejo, a ne. Bolj je tam, da je nepovezanost, da se ne slišita, da se, včasih je tudi, a ne, pridete zaradi nasilja drug do drugega in teh stvari. In pol imamo še spolne zlorabe in to so pa zdaj. To so pa še čisto druge teme, ja. Ampak vidijo, da potrebujejo pomoč in pridejo po njo in jaz jim rečem, vsaka čast, da sploh pridejo. Ker je težko priti kar enemu na terapijo in zdaj govoriti najbolj te intimne stvari. Ja, verjetno res. Mislim, jaz sem ful odprta, ampak verjetno res je težko, ja. Si predstavljam, da je težko. Marsikomu, ja. Ja, verjetno je res težko, ja. Nekaj sem te hotela vprašati, ker zdaj sva že pri tej terapiji, mogoče ni toliko s spolnostjo povezani in tako, ampak a se kdaj dogaja, da en partner ful vztraja, da bi šla na terapijo, pa drug, bi rekla, zelo, zelo težko privoli? Velikokrat. A ne? Ja. A se pol mogoče tekom terapij sprostijo, pa začnejo se delovati? Ali bi, mislim, a veš, po moje, nekdo se počuti prisiljenega v to. Recimo hipotetičen primer, da bi jaz zdaj rekla svojemu partnerju, pojva, pa bi on rekel, ne, to je kar nekaj, jaz nočem iti. Jaz rekla, pojva, ker raba pomoč, pač whatever, ga prepričam in prideva tja in pol je on tam s prekrižanimi rokami in gleda, kaj sem jaz zdaj tle kar nekaj, to je brez veze, jaz se tega ne grem, kaj mi bo ta govoril, a ne, jaz sem pač itak vse vem. A se dogaja to? Absolutno se. In pogosto se zgodi, da najprej pride, to je odvisno, ne. Včasih moški najprej pokliče, včasih ženske, ampak mogoče, ko damo primer, recimo ženska kontaktira za terapijo in pride najprej sama in pride in sprve pove, da je težava partnerski odnos. In potem se vprašam, kje pa je ta gospod, on pa ni želel priti. Je pa, dajte pa vi vse narediti, kar lahko, da on pride naslednjič, pa mi jaz poskrbel, da bo on ostal.
Kar je na terapeutu in na meni tam, da jaz poskrbim, da on vidi, da Ja. to je v bistvu sam prostor, ki bomo mi vse te stvari ven dali. In potem on naslednjič pride na terapijo in ona je vsa srečna Ja. in sproščena. Reče, leta, gospod, kaj ste vi tukaj naredili? Sam prišli ste, sploh še nismo začeli. A mi verjamem, da imate zadržek, a ne, imate vaše mnenje o terapiji. Kaj si vi mislite o tem? Jaz mislim, da to je kar nekaj. Tukaj se bomo pogovarjali, nič se ne bo rešil. Odlično, hvala, ko poveste. A ne, in pa še prijete k enemu kle, pa, a ne, recimo, da so starejši, k enemu mlajšemu. In zdaj, sam nasloviti, govoriti, malo se pohecati o kakšne stvari, a ne, malo humorja. In ko se sprosti, na koncu rečejo, no, saj sploh ni tako slabo. No, Ni in tako pol kar slabo. pridejo nazaj. In pridejo nazaj. Ja. In ni se mi še zgodilo, da niso. No. Ko je Aha, enkrat on okej. tudi prišel, mogoče je to drugače tudi, a ne, vedno a ne, se ponudi moški ali ženska terapeutka, pa mogoče je moškemu včasih lažje, če še en moški tam. Aha, da se malo Včasih počuti. ne, Ja, mogoče je Odvisno od on vsakega. občutek, da se bo, ker je, ne vem, Da je sta nekdo na njegovi strani. Ja, tako, A ne? tako da se spravlja. ker so tudi primeri, Ja. ko mi recimo pari govorijo in rečejo, jaz sva že bila na terapiji, sva bila pri njeni neki terapeutki, ampak ona je mene samo obtoževala tam in njemu pač ni bilo, da je imel zdaj dve bojišči. Tudi jaz, ko sem se že tako s kakšnimi znanci pogovarjala, so tudi imeli take občutke, ja. V bistvu, da so se spravljali na njih zato, ker so se počutili, kot da, ne vem, dve osebi skupaj držita proti njej ali pa njemu, no, kakorkoli, pač so bili različni spoli, ja, no. Tako da, to se mi zdi zelo zanimivo. Pa verjamem, da ni želela ta terapeutka tega. Tako, po Zagotovo moje se ne, hitro mislim, jaz se nisem zna bila tako to, jaz zgoditi. sem samo ta feedback dobila. Ja, dobijo pa tak občutek. Ja, tako da to je ful zanimivo, ja. A je kaj takega glede spolnosti, kar bi ti mogoče tako, glede te komunikacije, a so kakšna, jaz sem zadnjič tako brala nek ta članek, ki bi ga napisali neki psihologi, sicer nisem šla fact checkat, oziroma preverjati dejstev, a ne, da bomo lepo se slovensko izrazila, da so neka vprašanja, mogoče s katerimi lažje načnemo temo spolnosti. Ja. In me zanima, kaj si ti misliš o teh vprašanjih. Tako da ti jih bom povedala. Okej. Ti jih bom povedala, Ja. ne skrbi. Se pravi, ena izmed teh so bila, to sva že obdelala, ne vem, kako ste imeli vi doma v spolnosti, da se partnerja o tem pogovarjata, ne, da že o tem dobiš malo feedbacka, ne, iz kakšnega okolja prihaja tvoj partner. Drugo je bilo pa, ne vem, v smislu, na kakšen način bi mi ti najlažje pokazal, kaj ti je všeč. Ali pa kdaj bi ti bilo najlažje, da se mi dva spustiva v spolni odnos, a ne? Ali pa takšne stvari, tako v tem smislu. Ne, se zdi čisto na mestu, da se pogovarja. Ne bo ene stvari, ki je tam ne smeta ona dva drug pred drugim vprašati. Ja. In taka vprašanja so lahko čisto dobrodošla. Ali pa ne vem, kje ti pa še dotik? Čist taka splošna, a veš, da sem tako malo najbolj preprosta, se mi zdi tako najboljša. Od tehničnih do občutkov, kakšne so, a ne, kje pa še dotik. In vse to, da se dogovorijo, a ti je všeč, ko narediva to in to, ali ti ni. Ja, absolutno. Ja. Ker se mi zdi, da dostikrat ljudje pač itak prej poiščejo pomoč na internetu. Vsi delamo to. A ne? In dostikrat se mi zdi, da naletijo na kakšne take članke, ki so neki preprosti nasveti, tako kot so ta vprašanja. Ne vem, mislim, da je bilo tudi vmes v smislu, kdaj se počutiš, da sva si najbolj blizu. Pa niso ciljali spet sam na spolnost, ampak tudi ta čas, skupen čas, ne vem, ko se skupaj pogovarjava o hobiju, ko se skupaj pogovarjava o, ne vem, ničem, kar nama ful obema ni všeč, še se pizdita skupaj v narekovajih. In tako pač se mi zdi, da vseeno lahko si tudi s tem malo pomagajo, ne, s takimi preprostimi nasveti, a ne. Pač kakšen bi bil tvoj pogled na to? Da se absolutno lahko, pa mogoče, da nam en primer. Jaz postavljam ista vprašanja recimo klientom na drugem srečanju, pa na 10. Pa mi na 10. čisto drugače odgovarjajo, kot so mi na drugem. In je pomembno, kje so oni, ko se spustijo vse te stvari. In taki nasveti in recimo vprašanja, to vse zelo dobrodošlo. Ne probajo. Je pa vprašanje, kje ona dva sta, da se res odločita, da se bosta usedla, da se bosta spustila v te stvari, a sta utrujena, nista, koliko sta povezana, koliko si zaupata. Včasih je lažje se spustiti v te zadeve takrat, ko mi že razčistimo tam neko umazano perilo in neke zamere, a ne, kot si rekla. In smo si malo bliže in potem se tudi pogovarjamo na čisto drugi način. Tako da ta vprašanja lahko zelo dobro delujejo,
lahko pa pač jih probata dva, pa imate občutek, kot da ne delujeta. Je odvisen, kje sta ona Kje dva v sta ona razmerju. dva, A tako je. pač med njima vse ok, ali pa mislim vse ok, to je zelo tako, ne zmerje neki, I guess. Ampak rečemo ok, da ni zdaj, ne vem, nekih zamer in takšnih stvari, ali imata pa vse to še nad glavo in nad sabo, verjetno je pač to zelo odvisno, ne, v kakšnem stanju sta. Pač. Absolutno, ker je zelo pomembno, kje je partnerski odnos, kje sta ona dva z vsemi zadevami. In s tem je pogojena ta sproščenost. In sproščenost je potrebna v spolnosti, a ne, da se dva lahko sprostita skupaj, pa zabavata, igrata in praznujeta in vse to, o čemer sva prej govorila. Ja, absolutno to je en velik faktor. A si kdaj opazil, da bi mogoče prek samega seksa pari ne komunicirali, ampak da bi bil to njihov še nekak edini stik na koncu? Tudi, mislim, tako. tudi je lahko, ja. Ja. Sej, spolnost je res ena taka arena, kjer se prepletajo vse možne zadeve, a ne, in vse lahko tudi pride ven. Od solz do strahu, do gnusa, do sramu. Mi pravimo, že tako se naša telesa povezujejo, a ne, in na tak način tudi delamo terapijo. Kaj jaz čutim ob tebi, kaj se v meni prebuja, kaj pa je tam spolnost in sta dva povezana telesno. Je pa še toliko enih več stvari. Verjamem, ja. Tako da, Ja. ja. Zanimivo. Jaz bi mogoče prišla tebi samo zato, da bi se še malo pogovarjala še o drugih stvarih. Mene to tako vse ful zanima, verjetno si že opazil. A je kaj tazga, kar bi ti mogoče še dodal, ker bova zaključila počas, tako da čekaš še tvoj nasvet, zaključek, karkoli bi rad sporočil poslušalcem? Ja. Ja. Mogoče en tak nasvet pa bo upoštevan, kakor bo strani vsakega posameznika, ampak ne čakati, da postane prehudo. No. Da je čisto ok, če se prej odločimo za neko terapijo ali za pomoč ali za posvet ali karkoli, ker hitro se zgubimo, a ne, v nekem dnevnem ritmu, v neki delovni vnemi, a ne, pa pademo v delo, pa imamo otroke, pa hitro lahko pozabimo na ta partnerski odnos, pa smo skupaj, pa v bistvu nismo kvalitetno skupaj, živimo en mimo drugega in pa kar naenkrat je tam nek razpad med nami, pa niso najbolj povezani in je res treba zavestno vložiti čas v odnos in si vzeti čas in je včasih to se sliši tako malo banalno, tako pa ja, pa se to delamo, ampak hiter nas potegne ta čas, no, tako. Res zelo smo kot družba tudi hiter naravnani vse, tako naj si vzamejo čas zase. Včasih je terapija dragocena samo zato, ker se ona dva lahko pol ure vozita na terapijo, pa pol ure nazaj in no, pa še 1 ura sta tam na srečanju in imata 2 uri zase. Ja. In to lahko ogromno stvari prinese. Tako da ja, dajte tvegati, pa zaupati. Jaz sem dostikrat rekla, ker pač to jaz delam, jaz delam pri svetu užitka, a ne, očitno. In sem dostikrat rekla, da meni je ful zabaven, da imaš lahko naše produkte, se pravi, naše produkte, stvari, ki jih prodajamo, se pravi, te seks igračke, imaš lahko kot hobi skupaj, ker skupaj odkrivaš mogoče nove stvari, pa kaj ti paše, ali pa skupaj pogledaš spletno stran, ali pa skupen obisk naše trgovine in tako. In sem rekla, recimo, jaz to ful pač s svojim partnerjem prakticiram, da če nam je kaj zanimivega ali pa novega in pol skupaj pogledava, se skupaj odločava, a nam bi to pasalo, a bi to probala in tako. In imava pač recimo v tej smeri tudi nek skupen hobi. Sem imala tudi druge stvari, ampak tako, če že govorimo o spolnosti in tako, je pa to pri nama in tak velik del. Lepo, ja, naj bo, kar paše vsakemu, a ne. Zdaj sva pa mi dva počasi poslovila. Mislim, da sva zajela vse. Tako da se vidimo in slišimo drugič. Čau, čau!